Ja, takole, dobrodošli nazaj. Kot obljubljeno, začenjamo seveda tudi letošnjo sezono filmskih srečanj z pogovorom in sicer poleg tega, da bomo imeli priložnost spremljati vrhunske filme, bomo imeli tudi priložnost pogovarjati se z izbranimi gosti in naš prvi gost je scenarist in režiser pravkar videnega filma Orkester, Matevž Luzar. Matevž, lepo pozdravljen. Lep pozdrav vsem, me veseli, da ste prišli. Hvala, pa veseli me, da sem po 9 letih, ko sem imel srečen za umret tukaj v istem abonmaju, zopet z novim filmom tukaj. Lepo, da si preračunal torej 9 let, koliko časa je minilo. Je pa res, da je to film, pri katerem vsaj moje prvo vprašanje je bilo, kateri inštrument si igral? Oziroma, kaj je bilo tisto, kar te je potegnilo v življenje godbenikov, kaj je bilo tisto, kar te je nekako inspiriral s tem, da si se podal v svet pihalnega orkestra? Prvo kot prvo, nisem nobenega inštrumenta igral, nisem hodil v glasbeno šolo, sem popolni glasbeni analfabet, ampak pihalni orkester je del Zagorja, v katerem živim, in to je v bistvu neka tradicija, mimo katere noben občan ne more iti. In leta so me kolegi, režiserji nagovarjali, da naredi kakšen film o vašem Zasavju, pa vedno je bilo to zgodba, da imamo nekaj v Rudarjih, pa sem jaz vedno rekel, ne, mogoče ne. In potem, ko je prišla ta ideja za orkester, se mi je zdelo neko pravo polje, v katerem želim govoriti tako o Zasavju, o ljudeh, o situaciji pri nas, kakor tudi seveda nekako širše o nas samih Slovencih. Moram na začetku vprašati, mi lahko pomagate z dvigom roke. Je slučajno kdo iz Zasavja, je kakšen Zagorc tukaj? Aha, Zagorjan, pardon, joj. Odlično, torej bomo imeli takoj preverjanje iz prve roke, če je to res. Meni se zdi, da če izhajaš iz Zagorja ob Savi, da nekako ne moreš biti del pihalnega orkestra. In tudi ti, ne glede na to, da nisi igral nobenega inštrumenta, praviš, da si pa povezan s pihalnim orkestrom, ker najbrž si od nekod črpal vse te zgodbe, vse te anekdote, ker tukaj je precej avtentičnih stvari. Seveda, ja. Kot prvo, tudi kako se je rodila ideja za film, ker sem že velikrat zdaj v zadnjih 2 mesecih povedal, ampak bom še enkrat, ker se mi zdi zabavna. Moja žena je bila dolga leta umetniški vodja Zagorskega okteta in Zagorski oktet je veliko potoval s pihalnim orkestrom. In ona enkrat uredila, da gremo na gostovanje na Ohrid za 1 teden, otroci so šli z mojimi staršimi, da bomo imela pa ta teden na Ohridu. In jaz nisem želel iti, ker sem vedel, kako to je. In potem so se skregala, tako da sem jaz v dnevni sobi spal in gledal filme po noči in tam nekje ob 3 zjutraj dobil idejo za film. In potem, ko se je ona zbudila, sem jaz bil, ok, kdaj gremo? In potem je ta teden izgledal točno tako, kot sem si predstavljal. Domnevam, da je marsikaj iz tega tedna poti na Ohrid, tudi videno v filmu Poti orkestra v Avstrijo. Ja, seveda. Mislim, ne samo, kaj se je zgodilo na tem gostovanju, ampak predvsem, ker sem se enkrat odločil, da bi želel delati film o orkestru, sem se začel intenzivno z njimi družiti, ne samo na gostovanjih, tudi na vajah, budnicah in v bistvu s tem postal del orkestra. Tako da tudi, če ne igram inštrumenta, zdaj lahko rečem, da sem neke vrste član orkestra. Kaj je mogoče tisto, kar te je vseeno presenetilo? Ker verjamem, da marsikakšen stereotip se ti je potrdil ob druženju z orkestrom. Kaj pa je mogoče tisto, kar preseneti nekoga, ki ne izhaja, ki nima te godbene tradicije? Mislim, da me najbolj presenetilo v bistvu to njihova profesionalnost. Treba se zavedati, da člani orkestra to niso šolani glasbeniki, to so predvsem imajo redne službe in prostor orkestra je njihovo druženje. In ne glede na to, da na gostovanjih izgleda ta druženje mogoče intenzivno, potem, ko pride čas nastopa, to opravijo z odliko. In to recimo bila tudi ena od izkušenj, ko smo šli potem del ekipe in producentka Petra Vidmar in Simon Tanšek, snemalec, smo šli skupaj z orkestrom na tekmovanje mednarodno na Lago di Gardia v Italijo. In ne glede na to, koliko je bilo vse intenzivno, so potem oni odigrali 17-minutni nastop brez napake in bili v absolutni konkurenci drugi. To se pravi, samo en profesionalni orkester je bil pred njimi. Oni so bili najboljši, v bistvu ljubiteljski orkester.
Najbrž je to tudi del pravzaprav vsake poti pravega orkestra, kakorkoli je intenzivno, mora biti intenzivno. Je kakšen poseben odsek znotraj orkestra, ki je še posebej problematičen? So to pozavnisti, klarinetisti? Mislim, da vsako tovrstno orkester ali pa sindikalni izlet ima določene posameznike, ki so bolj intenzivni od drugih, in to sem želel tudi v filmu izpostaviti, tudi ta dva Pajo in Ive karakterja, ki gostujeta pri Avstrijcih doma, sta nekako modelirana po dveh legendarnih članov orkestra, ki sta žal že pokojna, ampak njune zgodbe so pa še vedno žive. Verjamem, da je bilo določeno breme seveda snemati film o orkestru in ne biti tako povezan del orkestra, hkrati pa tudi o Zagorcih, domnevam, da sem Milenko... Zagorjanih, joj, se si bom zapomnil do konca. Pardon, o Zagorjanih. Če dejansko se nekako vrnem na to njihovo zgodbo, jaz mislim, da so ti en kup enih nasvetov dajali. Kako se je bilo ograditi od teh nasvetov, pa reči, se imam scenarij, bom kar jaz scenarist, hvala. Ali si črpal pa dejansko dopisoval vse skupaj? Ne, zelo veliko sem črpal seveda iz teh izkušenj, ki sem jih jaz z njimi imel. Zelo veliko scen je potem tudi končalo v filmu, na vse zadnje, recimo scena Vroči mikrofon, ki jo vidimo v filmu, to Lovro, ki igra Pajota, on to počne na vseh gostovanjih, kjer tisti, ki gre prvič na gostovanje z njimi, mora imeti to preizkušnjo vročega mikrofona. In to je eno takih elementov, ki potem najde pot v film. Je pa kakorkoli, tudi če jaz nisem bil član orkestra, pa lahko rečem, da je to mogoče za mene najbolj oseben film, ki sem ga naredil, zaradi tega, ker s temi ljudmi živim že celo življenje in je bilo treba to neko distanco, čisto avtorsko v bistvu vzpostaviti in se mi zdi, da je bilo to nek moj čisto oseben izziv največji. Najbrž je bila tudi trema pred premiero, ki je bila v Zagorju, največja. Ja, definitivno, zaradi tega, ker je prvič v zgodovini v centru mesta bilo postavljeno platno in v 15 minutah je prišlo 1000 ljudi gledati film o ljudeh, ki jih poznajo, o narečju, katerega govorijo in v bistvu je to bila največja trema. Ampak je bilo super slišati potem te odzive, da so oni komentirali, ja, tako to je, v bistvu, ali pa, kakor bi naši rekli, tako to je. Super. Ne vam povem seveda, da bomo tudi z veseljem odgovorili na kakšno vprašanje strani publike, tako da če bo kakšno vprašanje, nam kar pokažite oziroma nam z dvigom roke to naznanite. Če je že zdaj kakšno vprašanje, ga z veseljem sprejmeva. Ne bo pa zadnjič, da vas vprašam za dvig rok. Tako da, če ste še mečkeno zadržani, če vas je še mečkeno strah, bo še ta priložnost prišla. Hotel sem v bistvu vprašati še, na kakšen način se je pa seveda celotna zadeva, celoten projekt peljal. Kako pravzaprav se je začelo snemanje, koliko vas je motilo tudi to koronsko obdobje, kako se je vse skupaj nekako celoten proces razvil? Ja, mi smo film, hvala Bogu, posneli tik pred izbruhom korone in je v bistvu, ko smo bili proti koncu snemanja, smo slišali neko informacijo o nekem virusu na Kitajskem. Tako da verjetno, če ga ne bi takrat posneli, ne vem, kdaj bi ga posneli. Je pa seveda, te priprave so bile zelo intenzivne, ker ena stvar je v bistvu snemati film, kjer se može itak pripraviti, potem pa, ko delaš to s pravim orkestrom, z ljudmi, ki stojijo prvič pred kamero, v bistvu prvič na filmu pred kamero, in nisem želel, da oni kot naturščiki samo so, ampak da dejansko igrajo vloge. In smo veliko v bistvu vse te scene, ki jih vidite v filmu, seveda zvadili, tudi nastop, katerega oni imajo v filmu, oni dejansko niso že 30 let imeli to vrstni nastop in je trajalo 3 mesece, da smo v bistvu to koreografijo naredili. In je bilo intenzivno potem seveda za vse, tudi za njih in za nas. So pa seveda oni si vzeli snemanje filma kot gostovanje, kot neki izlet in potem, ko smo v tej zimi snemali film, so oni na koncu rekli, če bi vedeli, čez kaj vse vi greste filmarji, mogoče mi nikoli ne bi tega filma snemali. Mislim, da je zelo zanimivo, kako pravzaprav dojemajo snemanje filma
recimo ljudje, ki ne izhajajo iz tega foha, hkrati pa igrajo sami sebe oziroma tisto, kar dobro poznajo. Ne? In verjamem, da najtežje je bilo čakati, ponavljati en kup enih stvari, ki jih mogoče kot glasbenik nisi navajen, da jih boš počel na setu. Pa lih to je bilo tisto, kar so oni navajeni, ponavljanja, zaradi tega, ker vadijo en komad neštetokrat iz tedna v teden in je v bistvu to, ker je tudi mene skrbelo ta ponavljanje, da bo problematično, v bistvu ni bilo in smo zelo lepo sodelovali, nadgrajevali. Tudi jaz sem si nekako čisto režijsko zastavil, da je ta film ne bo imel zelo veliko kadrov in ne se veliko zgodi v enem kadru, enem pogledu. In smo potem lahko iz ponovitve v ponovitev v bistvu stvar gradili. Tako da je bilo kar recimo od 10 do 15 ponovitev vsakega kadra. Od celotnega orkestra je recimo kakšen delež članov, ki jih vidimo na filmu, igralcev, kakšen delež je pa dejansko glasbenikov oziroma godbenikov. Je tukaj skoraj 3/4 godbenikov? Jaz bi rekel, če tako zdaj pogledam celotno zasedbo filma, bi rekel 50-50. Mislim, seveda orkester je večina, v njem je film, ampak potem recimo so pa ostali igralci, ki so nastopali v filmu. In je bilo tudi to zanimivo, kako doseči to nekako zlitje, ker so igralci vstopili v prostor orkestra, v prostor, ki ga orkester zelo dobro pozna. In tle je bilo tudi zelo veliko, kar je meni v bistvu zelo navdihal, pa zelo vesel sem bil tazga angažmaja igralcev, da so tudi oni zapopadli to. Recimo primer dam sam Ive Gaberter Seglav, ki je imel vajo, zaključil vajo v teatru, se je odpeljal v Zagorje, pa je bil cimer od Lorota in hodil po Zagorju z njim in sta se družila. Recimo punce, žene, ki ostanejo doma, smo z njimi šli po vseh teh lokacijah, pa v bistvu izkusili to, kaj pomeni diskoteka Legendarna mesečina med Zagorjem in Trbovljami. Moram še vprašati, kar se tiče samega nabora igralcev. Se mi zdi najbolj nehvaležna vloga, da kot Zagorjan pravzaprav moraš izbirati med svojimi someščani, kdo iz orkestra lahko igra, kdo iz orkestra pa ne bo godbenik. Kako težko je bilo v bistvu priti pa povedati, prebrati seznam pa reči, kdo izmed godbenikov bo tudi nastopil v filmu v svoji pravi vlogi? Ja, to je neka odločitev, ki je zorela del časa. Pa ni bilo tako, da bi zdaj prebral nek seznam, kdo bi kaj igral, ampak je predvsem zelo veliko pogovora. Vem, se prav spomnim tega srečanja z Lorotom, ki je igral Pajota, on je prva trobenta orkestra. V tistem času je delal kot poštar in je v bistvu bil tako šokiran, da je tako ponudbo dobil, hkrati tudi zaradi tega nekega strahu spoštovanja do poklica igralca. In je on v bistvu nekako to zaupanje pa to težo pol prenesel na mene, ampak se je popolnoma posvetil, on je vzel neplačan dopust in se posvetil tej vlogi kot vsak igralec. Koliko so pa recimo godbeniki dobili nekih nasvetov strani režiserja, koliko so jih pa dobili strani teh igralcev, ki so bili zraven? Na koga so se bolj zanašali? Ker domnevam, da če je nekdo recimo navajen igrati trobento, pa je pa kar naenkrat v vlogi igralca, da ne ve, kdo je tisti, ki mi bo pomagal iz te zadrege, kdo ima moje note. Mislim, da je to bilo zelo iz obeh strani enako. Eno je bilo, kako je igrati inštrument, kako se vedeti v orkestru, drugo pa seveda tudi člani orkestra, kako je igrati. In vsi skupaj so se pa najdeli ob kozarčku špricarja. Sem ravno hotel reči, a je kdo, ki ne pije na tem avtobusu? Ja. Šofer. Šofer. Okay. Lahko že zdaj še enkrat vprašamo, če je kakšno vprašanje strani publike, ker z dvigom roke. Aha, takole. Hvala lepa. Najprej čestitke. Vedno je otvoritev sezone s takim filmom užitek, ampak še posebej, da imamo režiserja tu. Jaz imam eno preprosto vprašanje. A je odločitev za črno-belo verzijo odločitev zaradi večjega dokumentarnega učinka ali zaradi Zagorja, Črni revirji in tako naprej? To bi bilo zanimivo. Sicer pa, ne vem, film vzbuja različne občutke, če še o tem besedo rečem, ker je nekako pozitivno naklonjen slovenski navadi popivanja in jo fino skrije med glasbenike, kjer je to sploh normalno. In tako da
Ne vem, kakšni bodo odzivi tu, ker je to na nek način hvalnica temu, da smo sposobni se ga napiti na mrtve, ampak drugi dan popolnoma trezno odigrati in perfektno izpeljati vse stvari. Tako da ta motiv me malo nagovarja, sicer pa same čestitke, ker res taka kompilacija naturščikov pa profesionalcev težko uspe. Super, res najlepša hvala za vprašanje. Ja, mogoče se res lahko najprej, kar se tiče torej črno-bele odločitve. Ja, najprej hvala za čestitke. Ja, ta odločitev za črno-belo je v bistvu kar nekaj časa zorela in ni samo enega odgovora na to, zakaj je film črno-bel. Prišli smo pa do tega tako, da so z direktorjem fotografije Simonom Tanškom v bistvu želela čim več neke redukcije v filmskem jeziku narediti, brez da imamo kakršnikoli posegov s tehniko od dronov do, ne vem, steadicama in da imamo preprosto samo kamero na stativu in en zasuk v celem filmu. In potem je scenografinja Katja Šoltes prišla in rekla, ja, če pa že reduciramo toliko drastično, dajmo pa še barve reducirati. In v tistem trenutku je to vse kliknilo. Predvsem zaradi tega, ker eno je moj otroški spomin na Zasavje je na to črno-belo zaradi smoga, premoga in vsega. Drugo je pa to, da je zelo veliko navdiha v filmu, tudi fotografskega navdiha, recimo fotografov Tony Ray Jonesa pa Martina Parra, ki imata zelo antropološko zanimive dokumentirane fotografije in je nekako to bilo logično, hkrati pa potem je to naredil tudi film brezčasno. Da ni to film samo o orkestru, ampak da zraven lahko tudi pomislimo o nekem sindikalnem izletu ali pa o kakšnem drugem izletu in da ni samo zamejen v ta naš čas, v katerem je film nastal. Tako da jaz zelo ljubim črno-bele filme, tako malo v šali, malo zares vedno pravim, če bi lahko, bi vedno delal črno-bele filme. Je pa to samo ene vrste odločitev za stilizacijo, tako ko se odločimo za določen tip fotografije ali pa recimo v fotografskem smislu ali snemamo digitalno ali pa se odločimo snemati na film. Tako da je to ena od stvari. Drugo vprašanje pa ja, jaz to ne dojemam kot hvalnico našem karakterju, ampak mislim, da predvsem se tudi premalo o tem govorimo o tem problemu. Na vse zadnje letalci v plenici letijo preko 200 metrov na teh hlapih, kjer od spodaj se dogaja marsikaj. In mislim, da je to del naše družbe in mislim, da premalo o tem govorimo, hkrati pa tudi včasih je alkohol nek sprožilec, lahko dober, lahko slab, seveda pa prekomerno pitje ni priporočljivo in se odsvetuje, kot pravi minister za zdravje. Je pa res, da v bistvu domnevam, da kot režiser si včasih kar pustil kakšno stvar, ne se zgodi oziroma si pustil intenzivno srečanje, ker je velikrat prišlo potem tudi do tega avtentičnega. Na kakšen način delati oziroma biti tista avtoriteta, ki reče, zdaj pa dovolj oziroma dajte še kakšen glas. Kako iskati tista prav balans, da snemanje ne razpade in hkrati, da res se čim bolj približaš temu, kot je? Ja, snemanje samo kot tako ni nikoli razpadlo. V bistvu vedno je, zato se neko zelo profesionalno okolje bilo, vsi so bili zelo zavzeti in zaradi alkohola ni nikoli razpadla niti ena scena. Je pa seveda mogoče komu malo pripomogla k temu, da se je malo bolj sprostil in v bistvu predvsem, da se je naredilo tudi neko vzdušje, recimo v pivnici kot tako. Ni pa nikoli bilo prekomerno, da bi kdorkoli ne bi mogel pa delati naprej. Je pa seveda ni bilo ne spodbujanja v tem smislu, dajte še nekaj, ampak to je pač bilo neko preprosto stanje, kakor glasbenik gre na gostovanje. Pač malo je to vse tudi sindikalno izletno.
Zdaj, glede na to, da je Matevž s filmom že pravzaprav naredil eno konkretno pot festivalsko in marsikje bil deležen takega pogovora, me zanima, a smo to tematiko oziroma je bila ta tematika izpostavljena tudi drugje, so nas recimo v Trstu, v Skopju videli kot težavne, intenzivne, bomo rekli? Ne, v bistvu je zanimivo, kako je publika v različnih okoljih zelo podobno reagirala. To ni nekaj, kar bi bilo samo lastno nam, ampak je seveda bilo isto in v Skopju in Festu, v Beogradu in v Trstu ali pa na vsezadnje v Nemčiji. Nekako je ta kultura teh prostorov zelo podobna in nekako so ga tudi vzeli film za svojega. Najbolj me je seveda presenetilo, da so ga Kitajci tako vzeli za svojega, ker tega pa res nisem pričakoval, da bo v bistvu film tako sprejet na pekinškem festivalu. Je kakšna taka stvar, ki jo lahko zdaj rečeš, recimo, ko si prepotoval marsikakšno državo s filmom, je kaj takega, kar se veže pa prav samo na Slovenijo? So kakšne take stvari, ki pa samo nas zanimajo tukaj, pa se recimo v Nemčiji, na Kitajskem ta vprašanja niso pojavljala? Zanimivo vprašanje, ampak v osnovi bi rekel, na drugačen način se recimo Slovenc smeje Avstrijcu, kot kar Nemc Avstrijcu. Ampak je podobno. Je v bistvu nekako in karakter recimo Avstrijcev in slovenski karakter je toliko znan, poznan v tem okolju, tem centralnoevropskem, da nekako podobno gledajo na film. In me je to seveda nekako, ni to samo film, ki sem ga želel delati v Zagorju in na nek način dal poklon tudi ljudem, ki tam živijo, ampak da tudi, če govorimo teme, ki so zelo nišne ali pa iz malih okolij prihajajo, lahko nagovarjajo publiko kjerkoli na svetu. Super. Še kakšno vprašanje? Aha, izvolite. Moj občutek je, da je en majhen pogled v dve različni folklori, malo tega avstrijskega življenja, pokazanega skozi to tipično družino, malo pa slovenskega, mogoče skozi to, da smo pevci. Moram reči, da jaz sem tudi malo imela tesne občutke ob tem popivanju, ampak seveda nimam izkušnje, kako orkestri po svetu potujejo. Imam pa to vprašanje, ki se ne nanaša pravzaprav na film, ampak na ta orkester. A imam jaz prav, če mislim, da izvorno so v tem orkestru igrali rudarji? Ja, zelo prav ste ugotovili, to je v bistvu rudarski pihalni orkester, ki pa je seveda zaradi sponzorja, takrat, ki je bil Svea, ki je proizvajala pohištvo in kuhinje, v bistvu so prevzeli ime. Drugače pa to rudarski pihalni orkester in enako imajo v Trbovljah rudarski pihalni orkester, v Hrastniku celo dva, en je steklarski pihalni orkester, drugi pa rudarski. Vidim, da si zelo dobro preštudiral celotno regijo in pa predvsem zgodovino orkestrov. Hvala za vprašanje. Mislim, da imamo tamle na balkonu še eno vprašanje. Izvolite. Jaz vam pa najprej res čestitam za film. Več čestitk imam, tako da se kar pripravite. Potem vam čestitam za črno-belo verzijo, ker to je, tudi meni se zdi to avtentika čisto druga. Navdušena sem nad tem, da hvala Bogu niste zbrali najpopularnejše slovenske igralce, ampak da vidimo te igralce, ki so res avtentični in pozabiš, da so igralci, poleg teh turščikov. Film me je pa žalostil, tako sem čutila, kako pravzaprav so to daleč stran od Ljubljane, mislimo, da so tam neki kraji, ki pač so drugačni in tako, ampak potem ugotovila sem, oni se imajo pa zelo fajn. A ne? Oni enega zvrnejo, malo si zapojejo, grejo in doživijo eno lepo pot, če hočete, je tudi to film Ceste ali kakorkoli, road movie. Bila sem potem navdušena in sem se potem spomnila tega, da pravzaprav Slovenci ne znamo več biti veseli, če se kaj ne dogaja
pa da se kaj nalajka, pa tako da mi ta film, takole ga čutim pri srcu in sem vam globoko hvaležna, da ste ga naredil. No, hvala, ganjen sem. Tako da... Hvala. Ja, jaz bi dodal prvo, kar ste pohvalili slovenske igralce. Jaz mislim, da v Sloveniji imamo izvrstne igralce in da zelo veliko se jih zasluži tudi vloge in na filmu in v teatru. Seveda moje izhodišče pri tem filmu je bilo, kdo bi bil v filmu, je ena stvar, da z določenimi sem zelo želel sodelovati že del časa. Drugo pa pravilo, ki sem ga čisto sam kot režiser imel, je bil ta, koga od njih bi lahko srečal na ulici v Zagorju. Tako da nekako to mi je bilo vodilo, kako se bo to zlilo z samim filmom in z orkestrom. Tako da je to tisto, kar se pa tiče v bistvu tega okolja, da se znamo poveseliti. Zasavje je že zadnjih 30 let zelo degradirano območje in ker mene vprašajo, recimo, ko pridejo kakšne recesije, kako je pa recesija pri vas v Zagorju ali pa v Zasavju, jaz vedno rečem, pri nas je recesija že 30 let. In ta neka upornost, ki se je že rodila pri knapih 200-300 let nazaj, v bistvu daje, da kljub temu, da je težko, se vedno tudi v bistvu nekako en na drugega računajo. In to izhaja predvsem iz Rudnikov, kjer ne glede na to, da sta dva, ki sta mogoče delala v Rudniku, pa da se na površju nista najbolj marala, sta seveda v Rudniku bila zaveznika, ker nikoli se ni vedel, kdo bo kdo koga lahko tudi rešil. In iz vedno tega tudi izhaja ta pozdrav srečno, ki se mi zdi zelo iskren in zelo avtentičen. Super, hvala za vprašanje oziroma mnenje. Še kakšno vprašanje, mnenje? Upam, da nisem spregledal kakšne roke. Aha, izvolite. Toliko, da mogoče izrazim tole svoje, pravzaprav, kako bi rekla, mislim, krasen film, tudi recimo vi krasen režiser, meni je bil grozno všeč film Srečen za umret, ne, to je res. Ta alkohol pa res, no, se mi zdi tako, kar pade mi tudi, kadar pač vidim jih popivati kakšne ljudi, da jaz nisem abstinentka, sploh ne, ampak me pa pravzaprav ravno to, ne, da se popije, pa da se pol zabava, pa da se sprosti, se mi zdi pa tako, no, sej res ena taka posebnost človeška, ne, sej to je pač na voljo, ne, ta alkohol, vino, šnops, vse in to je res sindikalni turizem ali pa sindikalni izleti ali pa vse smo to dali skozi, ker smo pač že toliko stari, a ne, vso zgodovino in najbrž tudi mladina danes pa še drugače, ampak to je pravzaprav mogoče eno veselje družbe pa ena bolezen družbe, no, tako bi rekla. Hvala. Ja, hvala za komentar, se strinjam, seveda pa jaz s filmom nisem želel kot kakorkoli se opredeljevati, predvsem govoriti nekako o nas samih in vse zadnje tudi o naših sosedih. Je pa seveda tudi jaz, recimo, če se v filmu zabavamo, smejijo, jaz nisem šel tega filma delati kot komedijo, ampak predvsem v bistvu film nekega življenja, kjer so tako smešne, zabavne stvari, kakor pa tudi tragične in včasih so pa oboje skupaj. Je pa pravzaprav zanimivo, da je mogoče ta nova generacija, mlajša generacija, ki prehaja tudi v tem godbenem, orkestralnem smislu, a je kaj drugačna? Recimo tu punci imata aplikacijo, pa vidimo te ušeska, pa vse. Se mi zdi, da mogoče bo, skoraj se ne znam predstavljati, kako bo, ne vem, čez 100 let izgledalo eno gostovanje enega pihalnega orkestra, bo vsak na svojem telefonu, ne bo več nazdravljal, ne bo več te note. Mislim, da težko si to predstavljam. Težko. Ja. Najbrž je pa vseeno del orkestra
pač ta narava oziroma ta način. Zanimivo mi je, kar se samega filma tiče, da pravzaprav si v poletju precej gostoval po različnih mestih, po različnih krajih in to, kot je tudi gospa dobro opazila, ni ljubljanski film, ampak je film, ki ga pravzaprav lahko pokažemo v vsakem kraju v Sloveniji in vsak se bo poistovetil z njim, ne glede na to, kako močno imajo tradicijo pihalnih oziroma nasploh orkestrov. Zakaj je bila tudi odločitev za gostovanje oziroma prikazovanje filma v manjših krajih, ob posebnih priložnostih, ob dogodkih dobra izbira? Prvo kot prvo, mi smo mogli samo distribucijo filma dvakrat prestaviti zaradi seveda vsem znanim razlogom. In nekako producentka je imela to idejo, ki je tudi distributerka filma, da dajmo enkrat dati publiki nov film v poletnem času. In glede to, da je film o orkestru, gostovanju, turneji, se je rodila ta ideja, da dajmo potovati po celi Sloveniji in imeti open air projekcije, tako kot je bila v Ljubljani na Gradu, tako je bilo v Mariboru, tako je bilo v Velenju in Gorici, Kopru in vse povsod. In ne delati samo v bistvu pokazati film, ampak dajmo zraven ponuditi še neko dodano vrednost. In vsak tak open air dogodek je seveda pospremila tudi lokalna plehmuska in potem smo imeli tovrsten pogovor. In mislim, da je tako, kot recimo tukaj Kinodvor dela na ta način, da je to nek odgovor na to, da je treba danes v bistvu gledalcem ponuditi še nekaj zraven. Je na vse zadnje vsak film, vsak slovenski film tudi nek poseben dogodek, ki se ga lahko veselimo. Mislim, da lahko zaploskamo čisto. Super. Res lepo videti tudi tak način razmišljanja, ker konec koncev, kako res približati film, kako ga pravzaprav narediti več kot samo film. Tukaj je odlično, temelji so postavljeni, že s tem, ko pravzaprav v filmski prostor posega še drug nivo, torej nivo glasbe, godbe. Tako da se mi zdi prav odlična izbira, da ste pravzaprav premiere oziroma projekcije izvajali na tak način. Tule imamo še eno vprašanje. Izvolite. Glede scenarija, rekli ste, da je nastajal kar dolgo. Seveda se ne čudim, ker je toliko elementov noter, toliko zgodbe. A lahko mečkano o genezi, je bilo še kaj več, ne, te družinska problematika, najstniška problematika, vse mogoče. Kako je to šlo gor pa dol, ali nič gor pa dol, je bilo kar zelo jasno. Ne, ja, ta obdobje pisanja scenarija je bil tudi za mene kot scenarista, bom rekel, kar izzivalno obdobje, v bistvu, ker sem hotel sam sebe malo izzivati s tem, da ne grem po nekih ustaljenih vzorcih, kakor sem do zdaj pisal scenarije za film, ampak predvsem, da nekako črpam iz življenja in te izkušnje, ki jo sam doživljam, ko potujem z orkestrom. In recimo prva verzija scenarija je bila linearna zgodba, je bila od začetka do konca in je bila to neka verzija scenarija, ki je marsikomu bila mogoče tudi všeč, meni je bila pa čisto iskreno povedano kot režiserju in kot scenaristu se mi je zdela malo dolgočasna, hkrati pa tudi ni mi ponujala nekega izziva, ki sem ga želel s tem filmom tudi sam izkusiti. In potem se je zgodila ta fokus na posamezne aspekte orkestra in gostovanja, ki pa je bilo nekaj, kar me že od nekdaj kot gledalca zelo privlač. Rad gledam take filme, berem take zgodbe in je bilo seveda to potem tudi zelo izziv to napisati, da bo gledalcu v bistvu to vse nekako nemoteno spremljal in da ne bo samo forma, ampak da je to neko organsko pripovedovanje zgodbe. Je pa seveda določeni elementi so potem v montaži tudi odpadli, recimo imel sem v scenariju en del, kjer se dejansko orkester vrne domov in gre vsak svojem nazaj, ampak nekako je to preveč zapiral film
in potem so se z montažerko Jeleno Maksimovič iz Srbije odločila, da imamo to edino stvar iz filma, ki smo jo dejansko odstranili. Je pa konc filma bil vedno tak, da je avtobus odpeljal v to noč, ampak v drugih zgodbah so se zaključevale te njihove zgodbe. Tudi v bistvu zanimiv, meni se je del pa ravno ta prvi kadar in pa rekurs iz avtobusa in potem na koncu, ko imamo spet podoben rekurs, tam si mislil, zdaj bo konc. Ja. Pa je bil pa še kadar 2, ampak zelo v bistvu se je ta krog sklenil tudi stališča tega, da pravzaprav večino časa spremljamo dogajanje, kot da je film ceste oziroma kot da je road movie. Dejansko naša perspektiva je pogled skozi okno. Ja. Tudi ta prvi kadar otvoritveni, kjer Gregor Čušin pride iz pisarne in gre v avtobus in odpelje na lokacijo, kjer se zbirajo, to je prva stvar, ki sem jo tudi na nivoju scenarija imel. Vedel sem, tako hočem začeti film, nisem pa vedel, kako naprej. In nekako potem se je to na koncu tudi zaokrožilo. Sem pa hotel kot vzpostaviti, da mi, ko gledamo film, da imamo ta občutek, da sedimo na tem avtobusu in da opazujemo neko dogajanje. In če ti sediš na avtobusu, opazuješ samo tisto, kar vidiš pred sabo. In to je bila tudi ta odločitev, zakaj mogoče vztrajati pri kakšnih kadrih toliko časa, kakor potem v filmu traja. Super. Še kakšno vprašanje? Vidim, če sem kakšno roko spregledal. A je tamle na balkonu, a ne? Aha, izvolite, bomo še mikrofon vam dostavili, toliko, da vas vsi slišimo. Izvolite. Najprej čestitke. Film je bil zelo všeč. Poudarjeno tu. Nismo pa še spregovorili o neki izjemni sočutnosti in solidarnosti, ki žari z tega filma. To je mene nekako se dotaknilo, ne? Kako so vse tisti svoji igrivosti, ki je kdaj presegla meje, še vedno sočutni, pomagajo drugega, pehajo tudi kdaj preko tiste limite, kar bi tisti dotični pred tem naredil, ne? Da ga malo silijo v določene stvari, da ne gre vse to, ampak na koncu sta se vse nekako strne lepo in mogoče se mi zdi, da take sočutnosti, razumevanja in v končni fazi pa tudi poštenosti, ne, ko naredijo vse sorte stvari, pa hoče en predati na drugega, ne, recimo tista nesreča. Mislim, meni so to zelo izrazni momenti bili v tem filmu, kako sicer ga potolaži, to znamo vedno, ne? Ampak potem za tem ostati in kako je se izneveril šofer, ne? Do svojega mlajšega kolega, ki ga v resnici izdal, ampak potem se je ta zgodba nekako, tako se tudi jaz recimo razumela, da se mu je to nekako odigral film, da to pa lih ni bilo najlepš, s tistimo nesrečo, ko so pač zbili nekega, torej tam, ne, žival. Tako ne vem, a sem to razumela prav, ker da ta solidarnost je v pač teh krajih bolj še poudarjena v današnjem modernem času, ko se buli v glavnem v telefone, pa to izumira. In zato se mi zdi, da je to izjemno lepo, da je prikazano, kako je pravzaprav super živeti. Lahko, da sem se motila, zdaj pa prosim, če me potolašte, lahko me pa tudi okarate. Hvala. Hvala za vprašanje. Najlepša hvala. Ne, prav ste začutili film, ker ta solidarnost ali pa sočutje, kot ste sami poimenovali, to ni nič romantičnega o tem, ampak to je nekaj, kar prihaja iz teh krajev. Tudi, ko sem prej govoril o rudarjih in o rudniku oziroma o knapih, to je del te kulture. In tudi vsi te štrajki, vsi te upori, ki so se zgodili v zadnjih 300 letih v naših krajih, so del
tudi posledica te solidarnosti. Ne. In tudi recimo dober primer 250 ali koliko let nazaj, prvi štrajk v Zasavju ni bil štrajk rudarjev, ampak žensk, ki so delale na odprtem kopu v Trbovljah. In je ta neka solidarnost v bistvu nek DNK Zasavja, seveda to bi lahko kdo rekel, to je zdaj drugače, ki je bilo, ne vem, 30 let nazaj, ampak je vseeno to nekako zapisano in mislim, da je to en od komponent, ki je meni zelo blizu, pa na vsezadnje tudi del mene. No. In kot neke vrste idealist verjamem v to solidarnost. Je pa najbrž te solidarnosti še toliko več pri orkestru, kjer je dejansko en kup enega dopolnjevanja. Če boš ti slab, bomo mi vsi slabi. Oziroma je en kup enega povezovanja in navezovanja in dopolnjevanja in se mi zdi, da je to tudi se zelo dobro poznano. Ja, definitivno. Orkester je tak prostor, kjer je to sodelovanje more biti. Seveda pa v to našem okolju ni tudi malo romantično. To, da če nekdo izstopa na nek način, da ne izstopa v smislu, da je boljši, ampak da v bistvu ruši to neko solidarnost, se mu to zelo jasno pove. In tudi zelo velike zbadanja, zelo velike črnega humorja, kljub temu, da so ljudje zelo povezani. Še kakšno vprašanje? Vidim, če sem kakšno roko še spregledal. Kar se tiče lokacij, sem želel še vprašati. Film domnevam, da je pač toliko teže snemati, ko imaš še eno lokacijo v tujini, na katero se moraš precej navezvati. Kako je bilo tukaj to dvojnost? Torej, po eni strani seveda domače Zagorje, po drugi strani pa Avstrija, igralci, situacije, lokacije. Koliko si poznal oziroma koliko je bilo potrebno tukaj enega dodatnega dela, ko si na dveh krajih? Ja, mislim zelo poznam avstrijsko okolje, zelo veliko sem tudi bil in sem še vedno prisoten tam. Tako, kot si prej rekel, da je film tako izven Ljubljane nastal, tudi kader filma ni bil posnet v Ljubljani, ampak tudi kader filma ni bil posnet v Avstriji. Okay. Tako da je cel film je posnet v Sloveniji in v bistvu mesto avstrijsko je Slovenj Gradec. Avstrijska hiša je v bistvu mala nedelja v Prlekiji. Tako da nekako it's a movie magic. Wow, ok, presenečen sem in šokiran nad svojim nepoznanjem geografije. Sem bil prepričan, da bi pa poznal mesto, če bi bilo to nekje v Sloveniji. Tako da Slovenj Gradec se upravičujem vsem prebivalcem. Super, je pa dejansko, v bistvu, kar se igralcev samih tiče, si pa seveda tukaj moral narediti casting tudi v tujini. Ne nazadnje, kako je to potekalo, kako si izbral igralce. Mislim, da je Marija je rekla, da je pač v življenju odigrala že 1000 filmov, ampak prvič v slovenskem filmu. Ja, definitivno. V tem obdobju, ko je nastajal scenarij, sem seveda zelo hiter tudi ugotovil, da želim pač imeti avtentično avstrijsko zasedbo. In ne glede na to, da je Slovenija pa Avstrija sta sosednji državi, je tako v bistvu nekako kulturno smo zelo ločeni, ker je absurd, če gledamo v bistvu, kako smo z drugimi državami povezani. In v tem obdobju sem zelo veliko potoval tudi po teatrih v Avstriji, po vajah, predvsem po zaslugi Mateje Koležnik, ki je delala predstave in dejansko sem imel priložnost poznati zelo veliko avstrijskih igralcev osebno. Ampak že, ko sem pisal scenarij, sem nekako za ta lik Marije v bistvu prav videl Marij Hofstetter, ki je pač izjemna igralka, igrala v izjemnih filmih, naredila izjemne vloge v teatru. Ampak glede to, kako je ona velika zvezda v tem germanskem prostoru, je bilo tako iluzorno pričakovati. In potem na eni od teh vaj sva se spoznala in se nekako zelo hitro povezala in po enem letu sem ji poslal scenarij in ga je ona prebrala in je dejansko se odpovedala, ker že 6 let ni imela dopusta, da gre na dopust, ampak se je odločila, da gre ta snemat film v Slovenijo, orkester. Je pa tudi ona, kakor je meni povedala, ona ni vedela, kam prihaja. Ona ni vedela, v bistvu ni poznala nobenega slovenskega filma,
razen Mateje ni poznala drugih tudi ustvarjalcev in se je tudi ona nekako podala v neznano. In bi rekel, da je tudi ona postala del orkestra na nek način. Super. Še kakšno vprašanje? Aha, ampak izvolite. Samo replika prej o visenju na telefonu mlada generacija, ki ne opazi nič, nekako v orkester obstajal, ampak med tisoči krasnih podrobnosti v filmu je tudi ta, da punca, ki sicer skozi bulji v telefon, edina zazna, da se je nekaj zgodil in da je odločna in ustraja. Ne? Tako da to je rehabilitacija, se mi zdi, ne? Tudi teh na videz, neobčutljivih, ki ničesar ne opazijo, tako kot, ne vem, Zdenka, kot tudi rehabilitacija nekoga, ki je odpisan, ki ne zazna, ne razume več sedanjega sveta, ne? Ampak tista znamenita replika, ki je tudi fenomenalna, ne zato, da greš, da potrebuješ šoferskega izpita. Tako, samo hotela sem se navezati na te krasne, čudovite podrobnosti v scenariju in potem, ko so bile tudi realizirane. Ne? Včasih v gostoti filma mogoče pri prvem ogledu celo malo zginejo, ne? Ampak jaz sem ga že gledala. Ja. Hvala za pozorno gledanje. Tle bi sam dodal temu, da ja, mislim, da vsi mi, in da je to tudi neka človeška lastnost, da prehiter sodimo ljudi. Ni nujno, da je vedno, če nekdo se ustvarimo neko mnenje tako, da je samo tak, lahko nas tudi kdaj preseneti in dosti več opaz, kot si mi predstavljamo. Super. Aha, še zadnje vprašanje pa lahko tukaj le damo na voljo za gospoda. Ja, se zahvaljujem za to priložnost, ne, ker ne bi rad imel zadnje besede, ampak imam pa eno vprašanje za gospoda Luzarja. Letos smo imeli čast prebrati roman Romana Rozine 100 let slepote. To je svojevrstna saga, ne, Zasavja oziroma tega konca in me zanima, ali ste slučajno razmišljali o tem, da bi se lotil takega projekta. Ja, to se spet vračamo na tisto vprašanje od mojih filmskih kolegov. Ja, tudi jaz trenutno berem knjigo. Definitivno je ta svet rudarjev in knapov nekaj, ki je meni blizu in si bi tudi želel kdaj delati film o tem. Tudi dejansko prvi celovečerni scenarij, ki sem ga pisal, je bil o rudarjih, ampak ni bil še nikoli ta čas, da bi ga se odločil, da ga grem delati, ker imam zelo specifične želje, da kaj želim z njim doseči. Ampak bi pa na drugi strani seveda tudi to rekel, da mi ne moramo delati takih filmov, nažalost, ker slovenska država ne prepozna slovenskega filma, da bi lahko delal tudi filme, ki so postavljeni v zgodovino, ker je to povezano seveda s financami in potem, če ni zadostnih financ, ne moramo tudi kredibilno in avtentično narediti in povedati te zgodbe. Najlepša hvala. Jaz mislim, da se lahko najprej seveda zahvalimo našemu današnjemu gostu, s katerim smo otvorili letošnjo sezono, scenaristu in režiserju Matevžu Luzarju. Najlepša hvala za to, da si nas obiskal in seveda nam prinesel tako čudovit film in nam ponudil še priložnost, da se pogovorimo s teboj. Najlepša vam hvala za ta lep sprejem. Upam, da z naslednjim filmom ne bom čez 9 let tukaj spet. Ja, jaz vas pa lahko čez 14 dni vnovič povabim v našo družbo. 26. oktobra bomo tu znova spremljali film in sicer Mala mama, bo film, ki ga bomo pospremili skupaj, tedaj pa bo z vami znova Irena. Hvala še enkrat Matevžu in pa hvala, uživajte dan še naprej.